Torej, ekonomska fakulteta je skozi analizo 390 podjetij, pri čemer smo se osredotočili na sektor mikro, malih in srednjih podjetij, ki imajo vsaj 5 zaposlenih, analizirala poznavanje TTIP-ja in pa percepcijo potencialnih učinkov. Naša glavna ugotovitev je pravzaprav, da slovenska podjetja izjemno malo vedo o tem, kaj je TTIP. Samo 13% je takih, ki si upajo reči, da TTIP poznajo zelo dobro ali pa pač, da ga poznajo, medtem ko dobri 2/3 pa pravzaprav TTIP-ja ne poznajo in to tudi priznajo. Naš glavnih rezultatov je pravzaprav kar nekaj. Najprej je res to, da podjetja priznavajo, da bi sporazum, prostotrgovinski sporazum, kot je na primer tudi TTIP, znižal cene, da bi povečal izvoz, da bi povečal dostop do tujih trgov, da bi povečal dostop do bolj kvalitetnih inputov, do znanja in tako naprej. Na drugi strani se zavedajo tudi oziroma menijo, da bi to povečalo pritisk skozi večjo konkurenco, pritisk na stroške, česar se seveda podjetja bojijo. Na drugi strani pa smo ugotovili, da obstaja precejšnja razlika v percepciji med tistimi podjetji, ki trdijo, da TTIP poznajo, in podjetji, ki pač priznavajo, da TTIP ne poznavajo. Tista podjetja, ki pravijo, da TTIP poznajo, so sistematično bolj negativna, pri čemer je seveda naša glavna skrb to, da pravzaprav TTIP ne poznajo argumentirano oziroma ne poznajo takega, kot v resnici morda je. Z vidika Slovenije, ki je malo in zelo odprto gospodarstvo, kjer je pravzaprav izvoz 2/3, predstavlja 2/3 BDP oziroma celo čez 70% sedaj v krizi, je seveda takšno mednarodno trgovinsko povezovanje lahko zelo pomembno. In zato je potrebno biti pazljiv, ko taka pogajanja potekajo. Zdaj, na eni strani seveda prostotrgovinski sporazum povečuje priložnosti, torej generira možnosti za povečevanje izvoza, na drugi strani pa prihaja do tako imenovanega učinka preusmeritve trgovine. Torej, lahko se seveda zgodi sektorsko, so učinki lahko različni, tudi po državah so učinki seveda različni, da seveda določeni sektorji v določenih državah zaradi cenejše konkurence v drugih državah najdejo partnerje drugje. Je pa seveda izjemno pomembno to, da Slovenija ne zaspi, ampak da ostaja aktivna v pogajanjih, ko in če v kakršnikoli obliki se bodo ta pogajanja